je bilo še vedno dovolj za zmago. Torej, to bi pomenilo, če bi odvestala tako kot zmorem, bi odvestala tukaj 109-terico v finalu, ampak to je šport, enkrat si v finalu, enkrat nisi, svetovno prvenstvo je čez 2 meseca in formo bomo stopnjevali in tisto je glavni cilj sezone. Torej, do vrhunca je še kar nekaj časa, ampak posledično tudi ogromno treninga. Zanima me tudi tole, glede na to, da smo vas v prejšnji sezoni skupaj Špelo gledali v dvojcu, vi ste sedaj povsem presedljali praktično v enojca. Kako ste zadovoljni s tem prehodom in s prvim delom sezone? Prej ste že omenili 2 tekmi svetovnega pokala, z evropskim prvenstvom pa je nekako prvi del zaokrožen. Ja, sigurno je drugače. Lani, ko sem se pridružila in združila z moči Špelo, smo praktično na vsaki tekmi v dvojcu osvojili medaljo in to mi je dalo tisto spodbudo za naprej. Letos mi Špela, lahko rečem, kar fali, da je ni tam pred mano, da mi da tempo, da ji sledim, da ji zaupam. Torej, letos sem sama sebi sem že dokazala, kaj zmorem, ampak mislim, da moram še to na treningu malo natančno popraviti, da bom lahko osvajala tudi okajena visoka mesta in mislim, da to zmorem, če odvesam tako, kot znam. Ste tudi na treningu sami, Mija Medved se že, mislim, da v prejšnji sezoni vam pridružili na nekaterih treningih, tako da povsem sami niste, čeprav izgleda bolj tak nomadski šport, pa je družba vedno dobrodošla. Ja, družba imamo vedno, Mija vedno trenira z nami, letos ima maturo, tako da je nekoliko odsotna. Špela še vedno trenira 2-krat na dan z nami, mogoče kakšen težji trening zaradi nosečnosti izpusti, ampak kljub temu je še vedno zelo hitra. Pridružijo se nam tudi Avstrijke, tako da družbe ne manjka na treningih, tako da se moraš kar fajn potruditi, da dosežeš čase in rezultate, kot si želiš, in mislim, da je to dobra pot za naprej in do vrha, do svetovnega. Anja, kako se počutite v tej vlogi, ko so v tej sezoni vse oči uperjene v vas? Nekako vsi veliko stavijo in stavimo ravno na vas. To kdaj vedno ni boljše, če te nekdo vedno postavi v spredje. Jaz sem tista, ki je kdaj zelo živčna pred tekmo in mi hodijo te misli, moram dokazati drugim, v bistvu pa moram dokazati sebi, kaj zmorem. Tako da kdaj to ni dobro, ampak mislim, da sem letos že dokazala, kaj zmorem in ne samo drugim, tudi sebi in to je tista glavna stvar. Ker se vse skozi potepate naokrog na treningih po različnih mestih, zgolj en dan boste doma, potem pa že greste proti Bohinju in Bohinjskemu jezeru. Ja, pač tekmovalna sezona je kar naporna. Aprila, v bistvu konec marca smo se vrnili iz Avstralije, nato v manj kot enem tednu smo šli na priprave v Zagreb in torej zdaj od Zagreba do danes nisem bila še doma, tako da res pogrešam domače in praktično komaj čakam, da se vrnem danes domov, čeprav bom bila doma le dan in pol, kar pomeni preparkirati potovalke, na novo spakirati in že na novo na pot. To je tekmovalna sezona in športi daje eno dobro stvar je to, da potuješ, slaba stvar je pa to, da si stran od doma, tako da. Ja. Kaj v koledarčku, še mediteranske igre in svetovno prvenstvo? Ja, čez 10 dni, v bistvu čez 2 vikenda me čaka že mediteranske igre. To pomeni v 6 tednih 4 velike tekme, kar je zelo naporno. In raje bi videla, da bi bile mediteranske igre kasneje, da se lahko odpočijem, ampak v mediteranskih igrah imam kar en teden počitka in samo v tem razmišljam, da kako se bom odpočila in začela ponovno trenirati na to za svetovno prvenstvo in dala vse od sebe, da bom tam čim boljša.